Lepo pozdravljeni in dobrodošli na premiernem dogodku Klubskega centra Izbrano z Mirelo. Za vse, ki ne veste, Klubski center je varen in sproščen prostor za avtorje in podjetnike, ki ponuja obilico priložnosti od mesečnih dogodkov, ki dodajo vrednost vašem znanju in vašem mreženju, do celovite podpore na avtorsko-podjetniški poti, ki vam v bistvu omogoča, da krepite in ohranjate svojo prisotnost na trgu, tako kot tudi širite svojo prepoznavnost. Danes bomo raziskovali skrivnostni svet arhetipov in potovanj z Angeljo Chiara Surca, raziskovalko in arhetipsko svetovalko ter avtorico knjig. Namreč Angelja Chiara Surca je že napisala in izdala 2 knjigi. Prvo knjigo, Angelja, če pokažete, ker jo nimam s sabo, je, kako je naslov, Odkritje? Utrinki z moje poti, razmišljanje o osebnostni rasti. Okej, to je prva knjiga. Pri Mašperca. Navihana Angelja. Leta 16 je nastala. Tako. To je prva knjiga, druga knjiga, ki jo je napisala in izdala leta 2021, se mi zdi. Ja. Je pa v bistvu tudi glavna tematika današnjega pogovora in to je pa tale knjiga Mozaik arhetipov, pot do naše avtentične narave. Angeljino delo in njena življenjska pot nas vabita na res izjemno zanimivo potovanje skozi globine naših notranjih svetov in v bistvu, kjer nam lahko ravno arhetipi osvetljujejo to naše potovanje skozi življenje. Danes bomo pogledali v bistvu, kako se lahko še bolje povežemo z arhetipskimi vzorci in kako nam lahko to znanje pomaga k samoraziskovanju in pa osebni rasti. Angelja, dober večer, dobrodošla. Dober večer. Sem vesela, da imava ta dogodek. Jaz tudi, to je naš premierni dogodek in v bistvu s tem bomo zdaj nadaljevali, vsak mesec se bo nekaj dogajalo in sem prav vesela, da prav z vami odpiram vrata zdaj tem fenomenalnim dogodkom, ki se bodo zvrstili v letošnjem letu. Greva za začetek pogledati, kako v bistvu bi vi opisali vlogo, pomen in pa vpliv arhetipov na človeka v sodobni družbi, v sodobnem življenju in kako nam pravzaprav njihovo ozaveščanje pomaga pri našem osebnostnem razvoju. Jaz bi zdaj šla mičkeno bolj še nazaj, in bi najprej odgovorila na vprašanje, kaj so arhetipi, Recimo, to je beseda, ki nam marsikomu ni blizu. Jaz vem, da tudi jaz, ko sem bila mlajša, če sem kje prebrala arhetipi, mi je bil to en tak pojem, ki ga nekako nisem mogla prijeti, ni mi bilo jasno, kaj to sploh je, In zdaj, kaj so arhetipi? Arhetipi so v bistvu vzorci naših vedenj. Arhetipi, lahko rečemo, so vloge, ki jih igramo, lahko rečemo, so energije, ki so v nas, To se pravi, v bistvu vsa naše prepričanja, obrambe, potenciali, vse to sestavlja arhetipe. In zdaj, Carl Jung je v bistvu začel z njimi, pa že prej mislim, da Platon v stari Grčiji, in so začeli oblikovati neka imena, kako bi ta vedenjske vzorce ljudi prijeli, Ker mi vsi mislimo, da živimo neko originalno življenje, ampak v resnici, če boste malo bolj pogledali, boste videli, da živimo neke zgodbe, trikotniki so podobni, zdaj pa kaj se zgodi v trikotniku, ali se bosta druga 2 poročila, ali pa prve 2 šla narazen, ali bo pa eden izvisel tisti, ki je pol v bistvu kasneje zraven prišel, Skratka, zgodbe se zelo odvijajo na isti način. In zdaj, če so arhetipi te vzorca vedenja, kako jih lahko poimenujemo? Mi jih lahko poimenujemo po poklicih, pa rečemo sodnik, To se pravi, to pomeni, da mi v bistvu sodimo stvari, Zdaj, vsak, ki bo rekel, da tega nikoli ne naredi, že ko smo v prometu, rečemo ženska za volanom, Tako da, če je tukaj zraven čustveni naboj, smo mi že v sodbi, Potem recimo imamo detektiva, ali pa raziskovalko, si radoveden, želiš veliko vedeti, Potem imaš lahko po karakterjih imajo lahko arhetipe ime, si jezljivec, veliko jeziš, si, boječka, imaš skozi neke strahove padaš, te strahovi lovijo.
Skratka, na tak način jih poimenujemo, pa imamo še razne kraljice, svečenice, vitezi so romantiki, ne, v bistvu on je romantik, nikoli pa ne naredi koraka, ne, to je recimo z vitezem značilno, ne. Kaj si Skratka, želimo romantikov, ne, pol pa nič od njih. tako. No, in zdaj, mi kot družba smo imeli en ful velik tehnološki napredek, ampak čustveno pa pravzaprav ne. Mi v bistvu čustveno zelo delujemo tako, kot smo, ne vem, stoletja nazaj delovali, ne. Še vedno se pravzaprav lovimo v te zgodbe, še vedno rešujemo rane prednic, ne. To se pravi, zdaj šele smo začeli mi te stvari ozaveščati in jih predelovati, ne. Tako da tule nam pa zdaj arhetipi kako lahko pomagajo. Mi v življenju v bistvu izgubljamo energije, ne. Zdaj recimo v sodobnem svetu mi ogromno energije izgubimo tako, da smo razpršeni, ne. V bistvu nam cela struktura družbe nam daje navodila, da ne vem, hodimo v službo, imamo družino, imamo čudovitega partnerja, pol pa zraven še cel kup dejavnosti, ne. V bistvu je preveč, ne, se razpršimo energijsko. Druga stvar je, da v bistvu te vloge v odnosih igramo, ne. Mi lahko čez te vloge v odnosih izgubimo ogromno energijo, ne vem, imamo v bližini nekega čustvenega vampirja, mi se tam noter, če smo bolj empatični, lahko zelo zapletamo, ne. In tam izgubimo na tone, ne, skratka. Potem imamo lahko pretirane želje, ne, to je povezano s tistim, kar sva prej govorili, ne. In zdaj, kaj nam arhetipi tule lahko v vsem tem izgubljanju energij pomagajo, ne? Bolj, ko mi spoznamo sebe, manj v bistvu se razpršujemo, bolj ostanemo centrirani, ne izgubljamo se v željah, pač enostavno ostanemo nekje bolj v notranjem miru. Ampak seveda pa, da bomo mi sami sebe spoznali, moramo pa iti tudi ponavadi čez malo bolečine, ne. Ni zdaj to tako, da mi bomo samo prebrali arhetipe pa se bomo imeli super. Ne, daleč od tega. Ko mi preberemo arhetipe, bo nam ven potegnilo kakšne nepravilne stvari. Ker osnovni arhetip je notranji otrok, ne, in notranji otrok je pač neka energijska struktura v nas, ki je nastala takrat, ko smo mi odraščali. In ko smo mi odraščali, seveda so bile tudi kakšne travme, če drugega ne, se je mogoče bilo treba v šoli preveč učiti, ali pa so se sošolci iz nas norca delali, karkoli, ne. Skratka, vse te travme zgradijo to energetsko strukturo in mi ponavadi niti ne vemo, da to je v nas, ne. In potem, ne vem, saj sva se prej pogovarjali, hočemo iti na potovanje, ne vem, nekam v tujino, daleč, ne, in se poškodujemo. Ne, zato ker se mi v nezavednem se mi tega potovanja bojimo, ne. In v bistvu sami sebe potem samosabotiramo in to je ponavadi tista naša notranja bolečina tega notranjega otroka, ki nekako ni imel tistih pravih staršev, ne, ker noben starš ni čisto popoln, daleč od tega. In tudi mi pol naprej nismo popolni starši, ne, seveda, ker se vsi skupaj učimo, mi, otroci, vsi skupaj, ne, in potem pač smo v teh nekih ciklih, ne, ker življenje poteka ciklično, v katerih se počasi ta notranji otrok vseh nas zdravi, ne, in zdaj tisti, ki se malo več ukvarjamo z zdravljenjem notranjega otroka, v bistvu potem potegnemo tudi druge ljudi za sabo, ne, in delamo v bistvu tudi za kolektivom, ne samo zase. Ker zdravimo kolektivne rane, ne? Ja, tako da v bistvu čim bolj mi sebe poznamo, ne, kar se pa lahko čez arhetipe spoznamo, ne, če mi recimo vzamemo neko arhetipsko zbirko, kakršnokoli, in gremo, recimo preberemo arhetip in ga potem gledamo, kako se mi odzivamo, ne, kako se recimo naši bližnji odzivajo, lahko zelo hitro ugotovimo, kje mi izgubljamo energijo, ne, lahko je to zelo v nekem odnosu z bližnjo osebo, ko mi enostavno ne znamo postaviti meje, ne, ženske se izgubljamo v vlogah negovalke, ko pretiravamo, reševalke, ko bi vse v svet rešile, pa v bistvu sploh ni naša zadeva. Mirovnice, ko mislimo, da moramo vse konflikte umiriti, ne, to so zelo take
v bistvu ženske lastnosti, ne. Zdaj, tlele, samo še to bi povedala. Pri arhetipih imamo mi vedno, rečemo, sončno pa senčno plat, ne. Zdaj, senčna plat je tista, ki rečemo pač negativna, čeprav zadnjič, ne, so rekli, kaj pa je sploh negativno, ne. V bistvu so to naši obrambni mehanizmi, ne, ali pa prepričanja, kjer smo se zataknili, ne. Tako da, to je senčno, ne. Sončno je pa zdaj tisto, ki pa gremo proti ravnotežju, ne. Ne vem, glih primer bi dala, ne vem, jaz sem potegnila par arhetipov, pa imam občutek, da morajo biti omenjeni, to je skopuh, ne. Če bo nekdo potegnil arhetip skopuha, bo ga čisto kap zadela, ne, ampak v končni fazi kaj? Senčno je to, da mi kopičimo dobrine. Kdaj nismo bili mogoče, zagotovo smo bili kdaj v situaciji, da smo, ne vem, malo bolj bili v strahu, da nečesa ne bomo dosegli, pa se potem bolj uprimemo, ne, to je čisto človeška lastnost, ne. In kaj pa zdaj, sončna lastnost arhetipa skopuha? V bistvu pretok, ne. Sončna lastnost je takrat, ko imamo mi uravnoteženo razmerje med dajanjem pa prejemanjem, ne. To je pa recimo sončno, ne. Tako da, če mi recimo potem take stvari v nekem opisu posameznih arhetipov preberemo, ne, ker recimo sami od sebe ponavadi ne gremo tega raziskovati, ne, ali pa ne razmišljamo tega. Ko imamo to pred sabo zapisano, ali pa na kakšnih kartah, ali pa v končni fazi tudi velika arkana tarota je taka, ne. Ko gremo čez vse tiste arhetipe, pa jih pogledamo pri sebi, zagotovo bomo dobili aha momente, zagotovo bomo dobili uvide, ne. In lahko potem pač vidimo, kje bi v življenju nekaj spremenili, ne. Tako da to nam arhetipi recimo pomagajo. No, vi ste pač na vaši raziskovalni poti arhetipov pripravila nekje to zbirko, ne, 108 arhetipov v tej knjigi, a ne, kjer dejansko lahko bralci najdejo oziroma prepoznajo več teh arhetipskih vzorcev. Najbrž ni vedno eden, ki nam prevladuje, ne, ampak ponavadi je kombinacija večjih. Ampak nam boste povedali v bistvu tudi, kako v nadaljevanju, kako ste razvili teh 108 arhetipov. Ampak če pa samo povzamem ta prvi odgovor vaš, pomeni, da prepoznavanje arhetipov pri nas samih v bistvu ne pomeni, da če odkrijemo to senčno stran, da je kaj narobe, v bistvu gre za odkrivanje teh nekih bolečin našega notranjega otroka. Torej neke rane, ki jih moramo zaceliti, tako da v bistvu to negativno niti ni negativno, ampak je v bistvu zelo dobrodošlo, ker nam daje prostor za to, da končno pozdravimo neke rane iz preteklosti, iz otroštva, ne, ker tam v bistvu največ tega nastane, ne. Točno tako, to ste zelo dobro povzeli. Zelo dobro. Hvala. Zdaj recimo, v tej knjigi, recimo jaz dostikrat arhetipe povlečem, ne, to se pravi, v tej knjigi imajo arhetipi številke, ne. In jaz recimo marsikdaj, ko grem na sestanek, potegnem arhetip, ne. In kaj se mi zgodi? Na primer, grem na sestanek, pa potegnem zase arhetip rabla. Pa potegnem za tisto osebo, recimo tisto žensko, s katero grem na sestanek, žrtev. Kaj meni to pove? Meni to pove, da je pač ženska ranjena, zelo ranjena in gre dostikrat v vlogo žrtve, kar pomeni, da že če bom jaz jasne zunanje meje postavila, lahko ona odreagira z žrtvijo. In zdaj, če želim, da iz sestanka bo prišla neka konstruktivna rešitev, potem v bistvu vem, da moram iti na neki nežen način v sestanek, ne. V bistvu me opozori vnaprej, ne. Recimo pol grem pa drugič, ne vem, z nekim moškim na sestanek, pa recimo potegnem inženirja za sestanek, ne. Kaj zdaj spet to pomeni? Inženir je pa tista praktična plat, kjer v bistvu potegnemo v prakso. Kaj to pomeni? Ko bom jaz s tem moškim sploh slučajno ne bezlejil kakšna čustva, čisto jasno, sistematično, to in boš najhitreje dosegla največ na sestanku, ne. Skratka, na tak način nam to. In jaz recimo sem tudi za tole najino potegnila, ne. Kaj je prišlo? In je bilo najbolj heca, ne, jaz potegnem zase, ne, s katero energijo naj grem na ta pogovor in mi pride nedolžni otrok.
To se pravi, z nedolžno, čisto energijo, da jasno poveš, kaj se lahko z arhetipi dobi, brez kakršnega koli igranja ali pa, ne vem, nekih mask prijaznosti, česarkoli, ne. In potem jaz zvečer še enkrat potegnem in sem istega potegnila. To sploh ne moreš verjeti, koliko so to res zgodbe lahko. No, za Mirelo sem pa potegnila zapeljivko, ne, tako da Mirela zna zapeljevati, ne, čez tale naša srečanja, ne, tako bo Jaz verjetno bom zapeljala te naše udeležence. še veliko pokazala. Ja, no, tako, to je recimo kar iz knjige, ne, drugače imate pa tule 108 arhetipov, v bistvu so bili zbrani dosti intuitivno, bom rekla, da so vsa področja pokrili. Niso nastali tako, da bi jaz namensko to knjigo šla pisati. To knjigo sem jaz v bistvu začela pisati, pol, ko se je začela korona. In takrat sem knjigo, ki sem jo pisala v potovanjih, dobesedno vrgla v predal, ker ni bilo sploh aktualno za tisti čas. In potem sem si rekla, zdaj bom pa napisala nekaj arhetipov za svojo spletno stran. In napišem ene 9, recimo. In potem se ustavim pri številki 30, sem jih imela napisane. Pa sem rekla, čakaj, kaj pa zdaj to? In pa sem kar naprej pisala, ker sem bila razpoložena in jih je bilo že 80. No, pa sem pa že videla, da bo knjiga kot neke vrste priročnik, ki bo pravzaprav osnova za vse naslednje knjige. In potem jih je ratalo 108, ker je to pač ena taka številka, ki mi je omogočila pol tudi ta številski sistem, s katerim lahko v bistvu potegneš kot bi karto vlekel, no, samo da tule vlečeš številke, jaz si takele kamenčke naredim, pa številke gor napišem in potegnem potem dvakrat ven, da imam dvomestno številko. Ali pa odpreš knjigo, ne, recimo, to je tudi, ne, to tudi jaz zelo rada počnem. Ja, ampak knjiga je pol tako, ne, po nekem času, ko imaš ti leto, 2 v uporabi, se to na 3 mestih odpira, ne. Se začne na istih mestih odpirati, tako da tisto pa ni več najbolj fajn. To je pa res, to se pa strinjam. Zato sem jaz kar malo bolj na vlečenje številk šla. Ja. Torej, dejansko to razkrivanje arhetipov ne poteka samo s tem samo opazovanjem, ne, v smislu, kako se odzivamo v določenih življenjskih situacijah, ampak dejansko se lahko nekako igramo, pod narekovaji igramo, ne, ker gre za neko povezovanje z nevidnimi svetovi, na način, kot ste ga predstavili, da ko gremo na kakšen sestanek ali se želimo z nekom srečati, kakorkoli, lahko pač potegnemo, ne, ali s kamenčkom, ali ne vem, številko, ali s knjigo, kakorkoli, v bistvu, kaj nas ta nevidni svet opozarja, na kako se lahko pripravimo na to srečanje, ne, oboje. Mislim, arhetipi je tako, ne, v bistvu na nek način so zelo primerni za, recimo, zahodnega, sodobnega človeka. Zakaj? Zato, ker mi smo zelo strukturirani iz šol, ne, zelo smo v umu, ne, in v bistvu arhetipi nam zelo dajo možnost, da gremo v svoj notranji svet in ga pač recimo vidimo kot neko celoto. Meni je bilo to ena bistvenih zadev pri arhetipih to, da sem jaz nase kot na celoto lahko gledala, ko sem šla čez vse arhetipe, pa recimo pri bližnji okolici tudi, ne. Sem zelo jasno videla, kje se energije med ljudmi pretakajo, pa kje se izgublja energija, ne, ampak dobro, to je že pol bolj poglobljeno delo. Ampak od začetka se pa lahko igramo zelo, ne. In nekaj sem še hotela povedati. Lahko se zelo igramo in Je kaj povezano z intuicijo? Ja, pol pa pride do preklopa. To se pravi, mi od začetka vstopimo razumsko. V nekem trenutku, ko mi recimo vseeno začnemo že nekaj časa malo gledamo, delamo z arhetipi, se pa začnejo oni intuitivno prikazovati, ne. Jaz se prav spomnim enkrat, ko sem po poti šla z eno kolegico, no, ona meni pripoveduje, kaj pa, če se prilagajaš pa to, ampak to je bilo še v obdobju pisanja, ne. Ko bi takole dol sam, je prišel prilagodljivec, jaz, ko sem domov prišla, sem se usedla, napisala prilagodljivca in to je to, ne. Skratka, zelo intuitivno nam lahko začnejo predajati sporočila, če se seveda odpremo, ne, vsi se ne odprejo, nekateri pa se, ne. In potem imamo lahko zelo en tak, mislim, lahko se ful nasmeješ z arhetipom, ne vem, na primer,
prostitutka je sicer tudi ni najlepša beseda, ampak prostitutka je predajanje moči. Kdo od tega ne dela? Ne? V službi predajamo moč, ko iščemo posel, se mimogrede znajdemo v tem, da predamo moč. Ne? Zdaj, ko ti enkrat pri sebi to vidiš in opaziš, kako predajaš moč, kar naenkrat nisi več tako reaktiven na druge, ki predajajo moč, pa mogoče nekoga malo bolj pomočijo v neko nesrečno situacijo. Ne? Skratka, vedno bolj odgovarjaš na situacije in nisi več reaktiven. Ne? In recimo točno s to prostitutko, mislim, jaz marsikdaj se začnem smejati, pa rečem, kaj je zdaj, si smej, pa kva, si spet tukaj, ne. In vsakič se malo drugače oblečena pojavne, prav take zanimive dogodivščine lahko nastanejo. Verjetno se lahko tudi kakšni arhetipski vzorci mogoče glede na značilnosti te naše družbe, ne, tudi ponavljajo pri različnih ljudeh, mogoče so tudi kakšni taki arhetipski vzorci, ki so res prav pogosti pri večini ljudeh, ne, mogoče tako, kot ste rekla, prostitutka, ne, ker prostitutka se lahko kaže v različnih sferah življenja in v službi ali pa v odnosu, vsakič, torej, ko predajamo moč, ne, to se mi zdi en tak vzorec, ki je vsem dobro znan. To je bistvo arhetipov, ne? Da mi živimo zgodbe, da mi ne živimo nekih unikatnih življenj, ampak mi pač nekaj zgodb živimo z malenkostnimi variantami. Ne? Če te šli pogledat, ne, pa v bistvu res vidimo, da ne vem, družine so pač par vzorcev družin imaš, ne? Par vzorcev tega. In vse to v bistvu je zapisano potem v raznih mitih, legendah, pravljicah. Ne? Vse to je nastalo na osnovi tega, kako so ljudje opazovali, kako eden, drug, tretji živi. Ne? In kaj se je potem zgodilo? Potem se je zgodilo, da so začeli opazovati, kaj je to arhetipsko potovanje junaka. Ne? To se pravi, imaš mogoče, ne vem, revnega sina, ki pač mora iti od doma. Ne? Ti v bistvu moraš iti od doma, da se odcepiš, da greš čez določene preizkušnje, da se nekaj naučiš, potem imaš ponavadi glavno preizkušnjo, kakšnega zmaja ubiješ ali pa kakšno pošast, ne, da imamo lik zmaja, ker zmaji so lahko tudi zelo pozitivni, kakšno pošast ubiješ in rešiš neko kraljestvo tam in se pač si nagrajen s tem, da se poročiš s kraljično, ne. Ali pa mogoče malo drugačne zgodbe. In to je v bistvu naš potovanje, ne. Saj kaj pa mi delamo? V bistvu se rodimo, potem v neki fazi, dobro, recimo, da jih gre veliko od doma, eni ostanejo doma, ne, potem pač mora doma s tistimi energijami urediti, drugače pa gre od doma, zbori, se, ne vem, po šolanju spet malo vrne domov, je prenovljen, ne, in to je naša arhetipska rast, da mi v bistvu vedno več se učimo, pa ne govorim zdaj samo o umskem učenju, ne, govorim o izkustvenem učenju, ne. O tem, da mi v bistvu, ne, ker kaj, saj bistvo življenja v končni fazi ni biti samo v umu, ne, bistvo življenja vedno bolj postaja to, da gremo iz uma v srce, kar ogromno ljudi govori, pa zelo malo ljudi čuti, ne. In to je tudi pri arhetipih mi vedno bolj vidimo, ne, pol, ne vem, recimo, ko se ljudje starajo, ne, eni postajajo prav dosti okosteneli, ne, bomo rekli, ne, to je, če v bistvu ti si ne dovoliš pretoka, ne znaš čustev čutiti in se potem vse nalaga v telesu in vedno bolj se staraš, ne ohranjaš mladostnega duha, ne, po drugi strani imamo pa osebe, ki so potem še starejše lahko, pa so povsem mladostne, ne grejo ful v modrost srca, v igrivega otroka. Tisti, ki se zna celo življenje ali pa pol vedno bolj sam sebi nasmejati pa poigrati, kar zelo dobro se približuje bistvu življenja, no. Angela, tukaj imamo eno vprašanje s Facebooka, in sicer, ali lahko poveste kaj več o arhetipu čarovnice? Čarovnica. Hvala za vprašanje. Ja, jaz sicer čarovnice nimam v knjigi, ampak bom rekla tako. Čarovnica je bila pravzaprav tako. Zdaj se bom pa jaz naslonila na nekaj, kar je pater Gržan zadnjič na Vrhniki na predavanju povedal.
Ne? On je lepo rekel, ne? Da včasih so bile pehte, to so modre ženske. Ne? In te modre ženske so bile tiste, ki so to utelešale, kar sem jaz pregovorila. To se pravi, živele so tako, da se niso zapirale v ne, včasih je bilo to vse malo težje, ampak ker so bili bolj povezani z naravo, ampak so v povezanosti z naravo živele cikle, živele modrost srca, živele igrivost duha in živele v bistvu samo prenavljanje same sebe. In kaj so s tem delali? S tem so v bistvu celo ljudstvo za sabo vodile. In to so bile ženske z ogromno močjo. To je v bistvu to, kar se danes imenuje po knjigi Ženske, ki tečejo z volkovi, to je ta Estes zelo dobro napisala, divja ženska. In to je tisto, k čemur mi stremimo. In divje ženske, zakaj? Divje ženske so pol v bistvu poimenovali čarovnice, zaradi tega, ker so se jih bali. Ker ko ženska vključi svojo moč, takrat ne bo več takega patriarhalnega sistema. In to je v bistvu glavni razlog, zakaj se ženske tako tlači dol. To je glavni razlog, ker se jih moški bojijo. Ne, ker ženska ima ogromno moč in ko bo še prišla ta ženska zavest dol, ne bo prej zdravljenje moške energije, najprej bo zraven ženske energije. Mi se govorimo, da ženska energija že ful prihaja dol. Ja, se prihaja, ampak bo prihajala še v veliko večji meri. Ne, ker dajmo se zavedati, da teh žensk je bilo kar nekaj, ene so živele po gozdovih, ene so čisto po doma živele. Ne. In te ženske so v bistvu zelo preganjali v času inkvizicije. Zaradi tega, ker so prenašale modrost. Ne. Saj v končni fazi je čisto isto, kar se zdaj dela, ko se družine proba družinske celice uničiti, ne. Čim bolj jih vsem usvojiti, da se ti uceliš od starejših. In tako naprej. S tem starejšim jemlješ moč in tudi tem mladim družinam jemlješ moč, ne, ker ni teh celic, ki bi se povezovale med sabo in si dajale moč, ne. In čarovnica v bistvu, jaz jo zelo razumem kot pozitivno bitje. Jaz je ne razumem kot negativno, daleč od tega, ker je v kakšnih mitologijah se daje. Tudi jage babe jaz ne razumem negativno. Jago babo jaz razumem točno tako kot divjo žensko z ogromno modrosti. Je pa res, da jaga baba v pravljici da preizkušnjo. Ne? In to je točno to. Ti moraš v življenju narediti določene preizkušnje, da zrasel. Če ne boš preizkušnje naredil, ostaneš na istem nivoju, kot si bil. Ne? Mislim, to bi jaz rekla, čarovnica. No, in pater Gržan je omenil pehto. Ne? Pehto so v kekcu potem naredili v bistvu tudi malo tako, ne lih čisto pozitivno, ne? Bila je pa zeliščarka, ki je praktično skrbela za ljudi v svojem okolišu. Ne? In v bistvu to nam dela sistem. Ne? In kaj pa se zdaj dogaja? Zdaj se pa dogajajo razna gibanja za opolnomočenje. Ne? Pa še nekaj bom tukaj povedala. Jaz recimo, ko vem, kakšne Facebook poste gledati, ne? Potem vidim ljudi, ki začnejo, ne vem, pa si želijo pač všečke in začnejo pisati za stališča, on je meni naredil. In tako je ful več od všečkov. Zakaj? Zato, ker ljudje smo zelo v tem vzorcu, da nekdo drug je kriv. Ali pa recimo iščemo avtoriteto. Večina bo šla k nekemu učitelju, ki se bo postavila kot avtoriteta. Tisto, kar se mora pa zdaj v svetu postaviti, je pa to, da smo vsi enaki, pa sam nekdo z več znanja ti preda znanje na način, da tebe opolnomoči. Ne, da ti moraš skozi pol leta in leta k njemu hoditi. Da nisi odvisen, ne? Da nisi v odvisniškem odnosu. Ne? Ja, in te stvari se bojo zdaj obračale, ampak zelo težko jih je obračati zaradi tega, ker smo lih na te vzorce tok, te senčne vzorce tok, ne, mi kaj, starši so bili naši alfa in omega, ne, in kaj se potem zgodi? V bistvu si ti, ko prideš, nisi navajen izražati svojega mnenja, se ne, da bo oni to hoteli nam narediti, ne, pa nas še šola do konca
zatlač dol, ker nas že starši niso. In mi v bistvu iščemo avtoriteto. Pol jo najdemo lahko v šefu, lahko jo v nekem učitelju najdemo, v guruju jo najdemo, ne. In sploh pozabimo na to, da moramo sami sebe opolnomočiti pa osamosvojiti. In to je tisto glavno gibanje, ki se mora začeti, če mislimo mi še nov svet ustvarjati. Ja. Sej kolektivno verjetno gre v te počasi, bolj počasi se obračati, kot ste rekla, ampak mislim, da tako posameznike, če opazujemo zdaj, se mi zdi pa, da je vse več prebujajočih se posameznikov, ne? Tako da to pa pol rabimo čas, ne? Da se ta kolektivna masa obrne tehtnico, ne? V drugo smer, ne? Čeprav mislim, da to vedno bo obstajalo, to en in drugi svet, ne? Ja. In v bistvu to ponavlja skozi zgodovino in skozi vse cikle, ki smo jim bili priča. V zvezi s to čarovnico, ki je ravno omenjena, bi pa tudi rada povedala, da se zdaj v kratkem tudi pripravlja ena knjiga. V bistvu zdaj čakamo na agencijo, da nam podpiše pogodbo, ampak ravno o čarovnici na Balkanu oziroma o čarovnicah na Balkanu, kako so dostopale do zelišč, kako so imele posebne moči in v bistvu kaj so počele. Tako da se zelo veselim v bistvu spet te starodavne prakse z naših področij, ne, o čemer zelo malo vemo, ne. Tako da mislim, da bo potem tudi bolj jasno vsem, kaj zdaj ta čarovnica pomeni v odnosu na pač območje, kjer mi živimo, ne. Ker verjamem, da vsak kraj ima neko svojo tradicijo, ne. Nam je pač to območje Balkana nekako najbližje, tako da se prav veselim in evo, zdaj sem izkoristila priložnost, da napovem knjigo, o katerim bom tudi kaj več napisala v prihodnje. Drugače, Angelja, midve smo na začetku omenile, da ste napisali 2 knjigi, nisva pa rekli, da je tretja tudi že v prihodu. Ta tretja je pa v bistvu bo ta tretja. Tako, na tak bolj lahkoten način, spet v povezavi z arhetipi, ne, in potovanji, prenesla eno tako lahkotno in prijetno branje bralcem in to bo knjiga Raziskovalka svetov. To je zdaj že 100%, ne, da bo ta naslov. Pa če nam mogoče lahko malo več poveste, kaj nas čaka v tej knjigi, ki mislim, da izide zdaj spomladi, če se ne motim. Ja, zdaj pa mislim, da že bo, ker zdaj pa že pri lektorici, tako da mislim, da bo spomladi šla. Zdaj se opravičujem, ker sem vmes nekaj rekla, ker ste mi zdajle vmes zamrznili tlele, no. Ampak okej. To se pravi, naslov bo Raziskovalka svetov. Kaj zdaj to pomeni? To je tista knjiga, ki sem jo jaz, ko se je začel covid, vrgla v predal. In potem lansko leto je začela malo se takole oglašati in sem jo potegnila ven in sem videla, da je bil spet življenje veliko bolj pameten od mene, kot pa bi jaz to s svojim razumom lahko naredila. Kajti vmes sem jaz naredila to knjigo o arhetipih, Mozaik arhetipov, in potem sem tudi to knjigo o potovanjih. To so potovanja, ki sem jih jaz v bistvu naredila tekom življenja, ni to zdaj eno potovanje, to so razne dogodivščine iz različnih potovanj, niso vsa nekam ful daleč, ena so zelo blizu po Evropi, kakorkoli, ampak zgodilo se je cel kup nekih stvari, s katerih sem jaz vlekla nova spoznanja. In v bistvu sem te izkušnje hotela predati po tej knjigi o arhetipih. In zdaj, ko sem potegnila to knjigo nazaj ven, sem pa lahko jo nadgradila z arhetipi. Ampak to zdaj ne na način, da bi nekaj ful razlagala v arhetipih, ker v arhetipih je vse že razloženo v drugi knjigi, tako, v tejle, in si lahko greste prebrati, ampak so v bistvu se nekje moje arhetipsko potovanje čez potovanja pojavlja v tej knjigi, ne, in pa potem zbiranje energije, temu jaz rečem zbiralka lastne energije, ki pride na določene prostore, ki jih že od nekje pozna in tam pobere energijo, ki jo je nekoč davno ali pa v simultanih življenjih pustila tam sočasnih. Skratka, na preprost način sem hotela opisati, kako mi v življenju zorimo. Na primer, ko si mladostnica, si malo pametnjakovičke, ne, si ves pameten, avanturistke, pa veliko nedolžnega otroka je zraven, ne. Potem, ne vem, pride svet, pridejo razni ljudje, ogromno informacij,
ljudje, ne, bomo rekli, v arhetipu obrekljivke marsikaj povejo, na internetu marsikaj prebereš in kar naenkrat te lahko postane strah potovan, ne. Skratka, greš se pojavi recimo boječka, na potovanjih se pa lahko veliko stvari zgodi, ne, in potem se ustrašiš in saboter naredi, da ti pred potovanjem zboliš. Meni se je to kar nekajkrat zgodilo, ne. In potem moram poklicati svojo magično kreatorko in vse tiste svoje zmožnosti, da pravočasno ozdravim, da grem na potovanje, ne, ponavadi imam kakšen teden ali pa 2 časa. No, skratka, potem pa recimo tekom življenja spet začneš to mehko plat iskati, ne, nisi več toliko v umu in greš spet v arhetipe srca. Vmes se seveda pojavlja arhetip svečenice, ki te pravzaprav vodi na določene kraje, ker ti tisti kraji kar pokličejo, ne. Ne vem, jaz sem zagledala, sploh nisem vedela, ko sem šla v New Orleans, saj nisem vedela, kam grem, vedela sem, da je tam na jugu ZDA. In potem sem iskala hotel in zagledam Mississippi. Jaz sem mislila, se mi bo kar utrgalo, jaz sem začela tako jokati. Res, jaz zbiram hotel v pisarni, v službi pa jokam zraven, ker videla bom mojo reko. Konc, ne, skratka, na ta način so potem vsa ta učenja nekako prikazana, kaj sem se jaz naučila in kako lahko to čez ta potovanja, kako sem zorela, ne. Tako. Se to je zelo zanimivo, ker potovanja samo po sebi v bistvu pomenijo na nek način pot v neznano, ne, in pot v neznano je pol tudi stop iz cone udobja, ne, tako da je mogoče to res idealna priložnost, da spoznamo nekatere vidike sebe, ki je drugače v tej naši domači coni udobja, ne, nikoli v bistvu ne pridejo ven, ne, ker itak vsi bolj ali manj imamo radi to cono udobja, ne, tako da če nam ni treba ven hoditi, ne hodimo, ampak če gremo na potovanje, potovanja pa vsi imamo radi tudi v manjši ali večji meri, je pa pol to spet priložnost, da vidimo neke nove aspekte sebe, ne, ki delujejo v drugem okolju. Ampak iti iz cone udobja na potovanju je malo drugače, če greš na potovanje sam, kot če greš na potovanje s turistično agencijo. Ja, to zagotovo. Če greš sam, to je res, vzameš kovček in se samo učiš, zaupam v življenje, vse bo v redu, čeprav včasih tudi kaj se zgodi, ne, in ful začneš to živost čutiti, ne. Pa saj ne, da sem jaz vedno sama, ne, ampak. Angelija, kjer arhetipski vzorec pa pol tukaj prevladuje, zdaj, če se dotaknemo samo tega, kako gremo na potovanje, ali gremo sami, ali gremo preko agencije. Če gremo preko agencije, kaj to pove? Če recimo si ne upamo iti sami, ampak, ne, kaj bi lahko rekli v tem primeru? Mislim, saj preko agencije tudi pomeni, da se radi družimo, ne, saj to v bistvu je tudi komunikator pa prijatelj pa to, ne, saj načeloma jaz, če ne bi bila glih mogoče tudi čez službo v bistvu, saj jaz kaj sem šla sama, če sem šla službeno, saj jaz sama še nikoli nisem šla na dopuste. Ampak sem bila tako, da sem recimo službeno podaljšala, ko sem nekje že bila, ne. Vprašanje, če bi jaz sploh šla sama, ne. Mislim, je pa verjetno kdo, ne, zdaj recimo tule lahko omenimo arhetip puščavnika, ne. Arhetip puščavnika pomeni, da ti v bistvu rabiš čas, da obnoviš svoje moči, recimo empati morajo, ki poberejo vse živo energijo od povsod, ne, morajo v bistvu si veliko samonege nuditi, ne, in s to samonego se potem regenerirajo in to, da si vzameš čas zase, je arhetip puščavnika. Ampak spet, to je nek zdrav način, da si vzameš čas zase, ne, če si ti zapreš v samoto in potem celo življenje ne upaš ven iz hiše, to je zelo senčen aspekt, ne, to ne pomeni, da to ni zdrav aspekt puščavnika. Zdrav aspekt puščavnika je to, da si znaš privoščiti samonego, regeneracijo, da si vzameš v končni fazi tudi čas, da lahko ustvariš knjigo, ne, to je puščavnik. Knjige ne boš ustvaril, če se boš ti ful, tako kot sva od začetka govorili, razsipal z energijo, ne boš nikoli knjigo ustvaril. Ne. Ja, to zagotovo. No, tule bova pa še 2 arhetipa omenili. En arhetip je vizionar. Vizionar, recimo ženske so zelo močne vizionarke, ampak ker so toliko zaposlene v družinah, ker ne znajo fokusa držati pa to,
dobro, mogoče manj teh ful praktičnih stvari naredijo kot moški. Pa še nekaj, ne, nimajo ponavadi praktične moške energije, da bi potegnili v prakso. Ne, če je ženska, ko v bistvu ful v tistih ženskih energijah plava, v bistvu zelo težko dol potegne v prakso. Ja, Sta spet dva arhetipa, ki zelo skupaj plešata neko igro, ne. Prej ste omenili, Angela, da v bistvu, ko ste v zvezi s potovanji, da včasih na začetku, preden ste odpotovali, da se je pojavil ta saboter, pa ste zboleli, pa ste mogli priklicati ne vem katerega arhetipa, Ja, ne, da ja. ste se pozdravili pravočasno, ne, da ste se vseeno odpravili na potovanje. Kaj pravzaprav pomeni to priklicati nekega arhetipa in kaj v bistvu, na kakšen način ga lahko prikličemo? Če mi recimo vemo, da imamo v sebi zelo močnega kreatorja ali pa zelo močno magično alkimistko, pol jaz ponavadi grem v meditacije, se začnem pogovarjati z njo, začnem pisati, ne, ali pa delam kar neki dvogovor z njo, z magično alkimistko, povem, kaj si želim, in pol bolj ke dlje ke pišem, začne cela zadeva zelo avtomatsko ratavati, ne. To se pravi, v bistvu zelo vse te svoje upore dam ven na papir, ki ga potem ne berem, ampak ga samo odstranim, zažgem, karkoli, vržem v smeti, ne. In na ta način se te energije, te blokade začnejo sproščati in ponavadi se ustvari prostor, v katerem naredim premik v drugo smer. To se pravi, v bistvu, seveda sočasno pa negujem notranjega otroka, ker vse skupaj nastane od notranjega otroka, ne, to se pravi, največ za notranjega otroka naredimo, če se tudi začnemo pogovarjati z njim, ne, pa seveda se moramo zavedati, da to so notranje, ne vem, notranje deklice od dojenčka pa do najstnice, ne. To so različne starosti in to ti ena lahko se upre, ne, sploh ni nujno, da so vse. Ker je pač nekje je bilo neko čustvo premočno, ne, in v bistvu potem s samonegovanjem pa, saj pravim, jaz v bistvu z nekim energijskim delom pol premaknem te, pokličem magično alkimistko pa probam premakniti, saj ta prvič mi ni ratalo, ne. Prvič sem odpovedala, Kitajsko sem odpovedala na tak način. Ampak dejansko a se lahko pogovarjamo mi s temi arhetipi? Lahko, saj kaj, to so v bistvu naše lastne energije, ne. In seveda se lahko pogovarjamo, ne. Nam to potem takem tudi služi k temu, da se bolj povežemo z različnimi delci sebe, ko vzpostavimo to komunikacijo? Recimo, ko sem jaz hodila na šolanje pa za arhetipe, v bistvu, jaz sem kar nekaj, veliko mesečnih tečajev naredila, tako v letih bi lahko štela. Tam v bistvu smo delali z arhetipskimi meditacijami, ne, in v arhetipskih meditacijah pač nekdo vodi in greš ali greš direktno meditirat na en arhetip, ne vem, na prostitutko, ali pa greš, kdo se bo pokazal, ne. In ponavadi, prav zdaj sem brala za ene spomine za nazaj, pojavil se je en tak kosmat pajacek, kot žogica, z usti, učki, je bil kosmat in je rekel: "Jaz sem pa lepljivka." "Kaj ti delaš?" "Ja, jaz te pa tako, veš, malo prilimam na situacijo, da se ne moreš odlimati." Sem si rekla: "Pa jaz bi se odlimala, jaz bi pa rada šla kam naprej." In pol je bil tako užaljen, da on mene čuva, ne. To so naši obrambni mehanizmi, ne. V bistvu zelo jasno vidiš obrambni mehanizem, ko je nekje tisti otrok bil prizadet in potem tako noče, ampak res noče, da bi se kakorkoli spremenili njegove okoliščine, ker ga je strah. Ne, in pol dobiš lepljivka, ke te tako malo prilima na situacije. Ne, to je v bistvu tisto, ke govori o nenavezanosti, ne. Noter imaš pa lepljivka. Ja, ampak je odlično to ozavestiti, ne, ker tako, ko smo Ja, se seveda. pogovarjali tudi v našem klubskem centru, dejansko to
lepljene na določene situacije, oziroma te obrambni mehanizmi pravzaprav, no, so zelo koristni in jih potrebujemo v kakšnih takih življenjskih nepredvidenih situacijah. Če ne bi imeli obrambnih mehanizmov, bi zelo težko šli skozi neki izziv, ne. Osebno recimo sem tudi zdaj pred kratkim šla skozi tako izkušnjo in dejansko sem bila na nekem avtopilotu in moj obrambni mehanizem je naredil vse perfektno, da sem sploh lahko preživela to obdobje. Tako da obrambni mehanizmi so v bistvu zelo koristni, ne. Gre samo za to, da mi ozavestimo, kakšen odnos imamo oziroma na kakšen način se sprožajo te obrambni mehanizmi, ne, ker včasih se sprožajo tudi takrat, ko ni potrebe, ne, pa nas sabotirajo. Tako da se mi zdi zelo priročno. Tudi je tako, ne, ko smo mi zadosti odrasli, pol mogoče teh otroških obrambnih mehanizmov ne rabimo več, ne. Ja. Ne, tiste pač je fajn, če vidimo, pa spustimo, ne. Recimo tudi arhetip prostitutke. Arhetip prostitutke se vam zelo zaščitniško lahko pokaže in vas zelo ščiti, ne, zaradi tega, ker kaj se v bistvu te ščiti v službi, da ne boš se kregati začel, pa izgubil službo, pa se ne boš mogel več preživljati. Ne vem, če je otrok odraščal v neki travmatični družini, ga prostitutka zelo ali pa prilagodljivec zelo ščiti, da lahko preživi. To je tisto, kar smo rekli, ne, senčne lastnosti so v bistvu lahko tudi obrambni mehanizmi, ne. Tako, zelo nas tudi naša zaščita, ne, v končni fazi, ne. In zdaj, se mi uravnotežimo, v bistvu prehajamo iz senčnih proti sončnim. Zdi se mi odlična varianta to, kar ste prej omenila, ta lepljivko, no. Recimo, ko ste ga v meditaciji dobila. Se mi zdi res odlična varianta, ker če dobiš ti podobo, ne, enega lepljivka, se lahko z njim pogovarjaš in mu rečeš, hvala ti, ne, da me ščitaš, da si moj obrambni mehanizem, da me zalepiš takrat, kadar je potrebno, ampak prosim, daj me odlepi zdaj, ne. Ja, in pol se začneš smejati, ne. Ja. In cela zadeva je lahko mimogrede obrneš en obrambni mehanizem, da te ne blokira več. Nujno, ne, lahko pa. No, tako da lahko ta pot samoraziskovanja zelo igriva, ne, v bistvu, in ni treba, da je naporna pot, ne, skozi arhetipe zagotovo tako zgleda. Ja, na kakšno bolečino boste sigurno naleteli. Ne gre čisto samo, ne. Ja, zagotovo, ne. Ampak vsaj ni treba pa, da je zelo naporno, ne, in lahko pač različne kombinacije uporabljamo, ne. Angela, so še kakšne take praktične vaje ali pa tehnike, ki bi nam jih priporočili za delo z arhetipi? Ja, recimo, najbolj fajn je, če imate neko zbirko arhetipov. Ker recimo, ke pol greste po en za drug, mislim, ja, no, dobro, saj lahko tudi kakšna druga, saj ne bom rekla, da jih mora biti ta. Meni je ta najljubša. V bistvu, da nekje meni je ta najljubša, imate nekje zapisane arhetipe in potem pač, ne vem, ali z odpiranjem ali kakorkoli, pač vsak arhetip pogledate pri sebi. Ko enkrat veste, kaj sploh obstajajo za eni arhetipi, ne, potem v bistvu pa lahko ne vem, greste z njimi pisati intervju. Ali pa greste v meditacijo pa se z njimi pogovarjate. Ali pa se na cesti, ke hodite, z njimi pogovarjate, samo kakšen vas bo čudno pogledal, a ne. Ampak če imate slušalko v ušesu, pol itak zdaj že vsi sami s sabo govorijo, tako da mogoče niti ni tako čudno, kot 20 let nazaj. Ne, tako da to. Potem arhetipske meditacije so, jaz predvsem to, da pogovarjaš se, da si mogoče en arhetip vzameš za en teden, pa ga malo opazuješ pri sebi pa pri bližnjih, ne, kdo kaj ima, ker ne, dostikrat se ti arhetipi po družini pol tudi prenašajo, seveda, ker pač otroci poberejo tisto, kar vidijo. Po vzoru gre to naprej, ne, in ti arhetipi lahko tudi preskočijo eno generacijo, ne, skratka, ni nujno, da vsak otrok vse pobere. Tako da to so zelo zanimive zadeve za opazovati, no, ampak najbolj recimo tako, greš čez neko zbirko, gledaš, napišeš za sebe, za druge, zdaj pa včasih lahko greš sistematično pisati, jaz sem tudi v enih tečajih imela zvezek, pa sem imela po
vsaki čakri arhetip, pa za vse sebe, pa za vse, pa za partnerja, pa za starše, pa za sestre, pa za vse, ne. Pa sem pisala, recimo, to je bilo zavestno. Ampak pol, ko sem več video dobivala, sem stvari zraven dopisovala, ne. Recimo, eno je pa tako, da greš hitro pisati, pa pol vedno bolj avtomatsko postaja, pa dobivaš sporočila, ali pa jaz sem še največ na te načine dobila, no. Pravim, pa se začnejo intuitivno sporočila dol spuščati. Tako. Eno vprašanje imamo še na Facebooku, Angelja, in sicer so arhetipi razdeljeni po spolih, ali jih lahko dojemamo kot celostno sporočilo, ne glede na spol? Ja, jaz sem tudi v knjigi to tako naredila, ne. Ene imam v moškem spolu, ene pa v ženskem. Zdaj, ko sem pisala to svojo tretjo knjigo o potovanjih, sem v bistvu povsod, kjer se je nanašalo name, dala v ženski spol. Zdaj pa seveda je tako, mi imamo ženski pa moški princip. Če bi zdaj hoteli to razdelati, bi se verjetno tudi dal, ne, ker ravno tako ima moški princip, mislim, sončna pa senčna stran, ravno tako ima ženski princip, sončna pa senčna stran. Tako da, če bi hoteli, ne vem, iz stališča žensk pisati, pa ženskega principa, bi zagotovo našli tudi kakšno razliko glede moških. Ampak jaz bi rekla, da s temi razlikami se mogoče ubadimo takrat, ne pri vsakem arhetipu, ampak ko gremo moško-žensko plat raziskovati, da takrat pogledamo pač tisti arhetip, ki nas zanima, tudi mogoče z tega stališča. Drugače pa jaz jih veliko bolj univerzalno jemljem. Je pa res, no, se pravim, če bi želel verjetno ločiti, bi tudi lahko določene stvari ločil. Bi lahko še bolj podrobno, ne? Ampak več ali manj bi se zadeve ponavljale, ne, ker bi se v bistvu povsod ta premisa moškega pa ženskega principa vlekla. Tako da, če vi moški pa ženski princip ful razdelate, pol bi jaz skoraj rekla, ne, kaj zdaj svečenica pa svečenik. Saj v končni fazi verjetno je ona ene obrede delala, on pa druge. V bistvu imata pa isto vlogo. Ampak gre za isti vzorec, ne? Isti vzorec, ne. Če je čustveni vampir, je ista zadeva, ne. V bistvu Ja. jemlje energijo sočloveku, zato ker sam, ne, saj kaj zdaj bistvo teh vlog, ki jih mi igramo? Bistvo teh vlog, ki jih mi igramo, je to, da smo mi naučeni v družbi, da si tako horizontalno energijo jemljemo. Ne? Zakaj? Zato, ker nas niso naučili, da bi se mi navzdol povezali z zemljo in navzgor povezali z virom. To je vertikalna povezava. In potem bi bil lepo vsak v svoji energiji in bi lepo živeli, ne? Zdaj pa, ker mi teh povezav nimamo, pač ne bomo zdaj razglabljali o vzrokih, pa se potem mimogrede, ne vem, greš na kavico, pa bi že tam nekomu odložil svoje težave, ne. In gre za to horizontalno izmenjavo energij, ki v nekem zdravem svetu pravzaprav sploh ne bi smeli biti, ne. Ja, ampak verjetno, ker smo energetska bitja na neki točki, pravzaprav vedno jemljemo in dajemo energijo, ne. Včasih pač tako, zdaj so pol različne stopnje, ne. Čustveni vampir, recimo, lahko je ono najvišja stopnja tega jemanja, ne. Ampak se mi zdi, da že tako, ko smo v interakciji, na neki način si ves čas izmenjujemo energijo in zdaj ta izmenjava lahko poteka na višjih ravneh, bi lahko rekla, ko v bistvu enega drugega podpiramo, ne. Lahko pa tudi nas v bistvu ta izmenjava tlači, ne, v nižje vibracije, ker nam Če boste vi ful močno v svoji povezavi, vir zemlja, boste veliko manj energije izmenjevala z drugimi ljudmi, kot če ne boste v tej povezavi. Ampak lahko ji pa potem ta moja postavitev potegne tudi druge, recimo, v neko višjo vibracijo. Ali si jaz to prav razlagam? Ker dejansko vplivajo te stvari med nami, ne. Samo zdaj bi rada vedela, na kakšen način, ne. Torej, malo smo dovzetni, bomo pa kakšno energijsko naredili. Ja, okej, bomo drugič kakšno meditacijo mogoče za podporo. Da vidim, če še kakšno vprašanje. Zaenkrat nič. Angelja, bi nam lahko pol za konec mogoče poveste še, omenili ste, preden smo začeli s tem dogodkom, da imate en krasen program, ki ga zdaj lansirate v mesecu marcu. Pa če nam lahko malo več poveste
Ja, jaz sem v začetku lanskega leta dobila licenco od ameriške avtorice Kaja Ra, ki je napisala Sofino kodo. Zdaj ne vem, a se to zdaj vidi. To s tem imam malo težav, ker imam lih okoli obrnjeno kamero. To je knjiga, ki je v bistvu, mislim, to pa je res živa transmisija. To je tako, kot da ste v meditaciji. Je pa v angleščini, ne? Zaradi tega pač potem poteka branje te knjige. Branje te knjige poteka po celem svetu zdaj. Zdaj nas je že kar veliko, mislim, v Evropi nas je 20 z licenco. Poteka branje po eno poglavje, recimo pri meni vsak mesec. Prvo poglavjih, 5 poglavij je tako bolj splošnih, potem so pa poglavja, ki so v bistvu z nebovzetimi mojstri, ne. Tle v bistvu je Isis, Hathor, Green Tara, Mother Mary, Maria Magdalena, Kuan Yin, Bela Bizonka pa zmaji, Sofini zmaji. Skratka, se potem po vseh teh poglavjih gre in se doživlja kar precej transformacij zraven. Ljudje kar precej transformacij doživljajo, tako da v bistvu je to dogodek, ki je dvojezičen, ne, ker branje pač poteka v angleščini. Tako da začeli bomo zdaj, en tak cikel v Sloveniji že poteka, zdaj bomo pa začeli 30. marca še z enim ciklom, ki bo pa virtualen. Tako da, če pa vas kaj zanima, pa si lahko poiščete na moji spletni strani angelija.si pod dogodki. Angelija, res hvala vam, da ste bili z nami danes in da ste delili znanje. Mi se vidimo v ponedeljek. Hvala lepa še enkrat vsem. Mi se vidimo naslednji mesec na novem dogodku, ki bo v bistvu z psihologinjo, s certificirano coachinjo za ozaveščeno starševstvo. Tako da bo tudi zelo zanimiva debata, ampak o vsem tem vas bomo še obvestili. Tako da hvala vam in srečno. Hvala.